Včeraj pa se je v Kulturnem domu v Bukovci odvijal finalni večer 5. pevskega festivala Pojmo zgodbo. In z nama je zdaj tekmovalka festivala Maša Šuligo iz Voharskega. Dobro jutro. Ma ne sem tekmovalka, tudi zmagovalka. Zdravo, Maša. Živijo. Kako si? V redu. Koliko si stara? 13 let. 13 in že tako pogumna. Ja. Aha, povej nam, kakšni so občutki, oziroma za začetek, s kako točko si se predstavila? Ja, zapela sem pesem v Ljubljano. Aha. Pesem mi pač prvo ni bila prav všeč, ja nisem prav poznala, sam potem mi je pa ratalo všeč. Aha, torej ti je nekdo drug svetoval za to skladbo, ali kako je s tem? Ne, na to smo pa žrebali. Žrebali? Ja. Aha. Torej, če prav razumem, ti si mogla pripraviti kar nekaj več skladb kot samo eno. Ja, na predizboru smo eno po želji in eno pač, kar so nam naročili. Ti si rekla sonce smo. Aha. Vse zapela. Dobro. In potem si žrebala v Ljubljano. Katere bi lahko še izžrebala? Na vrhu Nebotičnika, Aha. nad mestom Sedani, Belo nebo in Vsak je sam. Torej, same take zimzelene, ne? Ja. Starejše, lepe popevke, ko naju dveh še ni bilo, ne samo tebe, tudi mene takrat, pa tudi tebe, Suska. No, verjetno ti si že pela z njimi, original. Ja. Sicer pa, evo, smo zasledili, da prihajaš iz precej velike družine in vsi meni, da radi pojete, igrate. Koliko vas je doma? 6. 6! Ma kdaj pojete tu prve večerji, v nedeljo? Prosici vsak dan, če so nam zapašene. Aha. Lepo. In kakšne so vam najbolj všeč, take popevke ali narodno-zabavne ali Pa bolj rock? narodne zabavne. Seveda, da primeš popevke. harmoniko, ne? In da gremo. Čakaj, ti igraš tudi harmoniko? Ja. Bravo. Ampak nisi se a si se s harmoniko predstavila ali samo z orkestrom? Je bilo dovolj to? Mislim, da sem tudi povedala, da igram. Samo takole. Z nami pa tudi Nejc Kovačič, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, vi ste bili pa dirigent na tem dogajanju, je tako? Tako je. No, dajte nam povedati, kakšna je bila kaj letošnja konkurenca? Konkurenca je bila zelo zanimiva, oziroma mislim, da skozi leta, to je 5. edicija festivala, napredujemo in napredujejo vsi kandidati, tako da za naše zmeraj lepše, pa tudi težje delo, seveda, in za komisijo. Kakšen pa je namen tega festivala? Namen festivala je ta, da v bistvu probamo spodbuditi lokalno skupnost oziroma našo, recimo, Horiško regijo, da dobimo mogoče novo Marjano Držaj, oziroma da omogočimo, da razvijamo, recimo, da tudi ta del naše slovenske tradicije, kulture oziroma pesmi, slovenske popevke obudimo, da v bistvu to prenesemo vse v prihodnje. In kdo je bil v komisiji? Komisija so bili, se pravi, kot že omenjena, je bila Maja Kevc, potem smo imeli Davida Čadeža, solista oziroma zborista v slovenski operi, potem smo imeli tle profesorja flavte dirigenta Armando Tamarjutija, potem smo imeli seveda župana Renče Voharsko obče Tarika Žigona. Kaj smo imeli še, koga sem pozabil? Seveda predsednico Matejo Černic, predsednica, se pravi, komisije. Zdaj pa mislim, da sem naštel vse, če se ne motim. No, ampak kot omenjena Maja Kevc je tudi zdajle z nami. Maja, kakšna je bila po tvoje letošnja konkurenca na finalni večer 5. pevskega festivala Pojmo zgodbo? Ja, konkurenca je bila zelo huda, moram reči. Tako da smo mogli kar nekaj časa premišljevati o tem, o zmagovalcu, kar je dobro, ne? Kar je dobro. Nekaj se prav odvija v tistih krajih. Res je. In s čim te je recimo najbolj prepričala zmagovalka, komaj 13-letna Maša? Maša me je pa najbolj prepričala poleg odličnega glasu in nastopa z svojo iskrenostjo in predvsem svojo radostjo, ki jo je bilo možno občutiti. Se mi zdi, da je zadela bistvo glasbe, da se je treba imeti fajn na odru. Predvsem to, ja. No, Maša, kaj praviš na to? Ja, vesela sem, ne, da tako misli. Ja. Ja. Čeprav me je bilo pa malo strah, ne, na začetku, sam potem sem se res sprostila in uživala. No, to je tisti pravi recept. Tudi domači so te menda večkrat objeli, ne, kako je bilo pol, ko si prišla domov?
Ja, potem so pa šla še učitelj, ne, smo še malo proslavili. Aha. In ja, sem lepo zaspala mirno. No, lepo, ampak zdaj pa nisi v šoli, kaj je to? Zdaj je pouk? Zdaj je pouk, a danes je kar tako opravičilo. Ja. Bojo napisali starši na to. Evo, pozdravljamo vse tvoje sošolce, nadaljavo in mahamo. Mogoče čisto na hitro, kakšni so plani za naprej? Ja, jaz bom še vedno pela. Me to resno veseli, zato bom še nadaljevala. V resnici na pevskem festivalu sem zadnjič, ne? In ja, upam, da bom držala vse spomine na ta festival. Tako, Nejc in dobili smo, lahko rečemo, smo na dobri poti do Marjane Držaj. Upam, oziroma vabljeni že 26. decembra, kjer bo še enkrat zapela v Bukovici, pa s članskim pihalnim orkestrom. No, tako, hvala za povabilo, se vidimo, čestitke še enkrat, srečno naprej, tudi odboru. Tako da, hvala lepa, lepo se imejte, srečno. Makej si šel!